Dober večer, dragi zbrani. Vsi, ki v srcu dobro mislite, lepo pozdravljeni. Še posebej lepo pozdravljamo gospoda župana, Berto Menard je z nami in gospod dekan, Blaž Gregorc. Pozdravljeni. Pa tudi nocojšnji gostje in predvsem vsi, ki sedite v dvorani. 70-letno dobo odmerja našim življenjem psalm, 80 let krepkejšim. Tisti, ki še pomnijo strahote, začete med vojno, v vsej polnosti pa uveljavljene po njej, ko je Zahod užival mir, danes beležijo več kot 80 let. In resnicoljubnih prič tistih strašnih dogodkov dejansko ni več veliko. Ne samo zaradi davne psalmistove ocene o človekovi starosti, pač pa zaradi eksplozije zla, ki je pobijalo slovenska življenja v cvetu njihovih dni pred 70 leti. Premnogi so svojim mladim življenjem plačevali nepripravljenost, da bi se dali upreči zlu, ki ga je zaznamovalo sovraštvo do notranje lepote slovenskega človeka. Zlo se je v vsej polnosti razširilo po vojni, to seveda drži, vendar predvsem v kolikostnem smislu, ker je pač leta 1945 naposled brez omejitev celo zakrnilo države in zagospodarilo vsem ustanovam ter drugo za drugo načenjalo slovenske duše. V kakovostnem smislu pa je zlo doseglo nepresežen vrhunec nekaj let prej v zlorabi strahot, ki jih je prinesla vojna kot taka. V mislih imamo sistematično pobijanje slovenskih ljudi, ko pri sovražnih okupacijskih oblasteh niso imeli nobene zaslombe. Taka zloraba vojnih razmer je edinstvena in nezamisljiva zgoščenost zla, ki se ji reče revolucija, ne glede na pridevnik, bolševiška, stalinistična ali komunistična in ne glede na masko NOB, za katero se je po potrebi skrivala in se po potrebi skriva še po 7 desetletjih. Vsem, ki smo tukaj, je to bolj ali manj znano. So pa še kakšne stvari, o katerih bi bilo treba kakšno reči. Na svoji desni pozdravljam gospoda doktorja Janeza Juhanta. Predsednika Nove slovenske zaveze Petra Sušnika. In gospoda dekana Maksa Ipavca. Vsem trem želim dober večer in bi šli kar k naslovu tega srečanja. Kam jih bomo pokopali? Kdo bo začel? Lep pozdrav, dober večer, dragi krajani. Od tu, dragi občani iz bližnje občine in bližnjih krajev, vsi ostali, ki ste prišli od precej daleč, kot sem videl, so nekateri tu iz štajerskih koncov, z Ljubljane, ki ni tako daleč, pa še odkot drugod. Skratka, tema, kam jih bomo pokopali, je seveda nadvse zanimiva za razpravo, ki mora biti opravljena. Kot je bilo zapisano v enem izmed sporočil, ki sem jih prejel, je ta razprava mnogo prepozna in s tem se seveda nedvomno povsem vsi strinjamo. Ta razprava, ki jo bomo danes opravili somišljeniki v tem, da se ne sprašujemo med seboj, ali je pokop sploh potreben ali ne. Za nas je to samo po sebi umevno, ne nazadnje. Smo vsi kristjani in eno izmed temeljnih telesnih del usmiljenja za kristjane je pokopavati mrtve. Torej, o tem ne more biti dvoma. Po 25 letih smo pa zdaj prišli do točke, ko se bo prvič v večjem obsegu zgleda nekaj podobnega res zgodilo. In presenetljivo je, da ko smo se pripravljali in zbirali gradivo na ta dogodek, pripravljali razna stališča, razne poglede, nekateri
člani Nove slovenske zaveze ste bili z nami že v lanskem letu, ko smo imeli občni zbor v Ljubljani, v Škofovih zavodih, kjer smo tudi sprejeli resolucijo in smo se prvič odkrito pogovorili o tem, kaj pravzaprav želimo s našimi mrtvimi. Do tako rekoč letošnjega leta ali pa lanskega leta, ko se je posamične primere začelo obravnavati, to so bili družinski primeri, slovenska država ni razmišljala o pokopu in tudi družba ni razmišljala o pokopu. Ko gledamo nazaj, kaj se je pravzaprav pisalo, tudi v reviji Zaveza, kaj se je pisalo v medijih, kakšna je bila razprava v politiki, razprave o tem, da naj bi se žrtve pokopalo kako drugače, kakor da se ustrezno in pietetno zaznamuje brezna, v katerih so bili pomorjeni, to se pravi kraj morišč, prikrita grobišča odkrije, zaznamuje, blagoslovi, tam postavi pomnik. Izven tega družba ni razpravljala. Ne v času, ko se je sprejemalo tako imenovane vojne zakone pod predsedstvom Janeza Podobnika v Državnem zboru, tudi ne kasneje. Skratka, evolucija slovenskega naroda v demokraciji je očitno pripeljala po 25 letih do tega, da se zdaj soočamo z vprašanjem, na kakšen način ljudi odkopati, na kakšen način ljudi poimenovati, na kakšen način ljudi pietetno pokopati. V tem delu je zdaj ena izmed ključnih vprašanj izpostavljeno predvsem, zato da preidemo kar k bistvu, kaj storiti z žrtvami konkretno iz Hude jame oziroma z rova Svete Barbare. Vsi vemo, da prelomna točka leta 2009, ko se je Hudo jamo odprlo, odkrilo in razgrnilo javnosti, je bilo za slovenski narod šokantno in je bilo tudi po drugi strani zdravilno. Pripeljalo je do tega, da se ljudje soočamo z dejstvom, da je zločin med nami, da so posledice tega zločina materialno jasne in da tako grozljive stvari, kot je Huda jama, v slovenskem prostoru ni. Vsa brezna, ki jih je po Sloveniji oziroma prikrita grobišča, ki so po Sloveniji zdaj dosegle in presegle številko 600, niso skupaj ne toliko gorja in tako grozovito predstavile slovenskemu narodu, kakor prizori iz Hude jame. To so bila brezna, kot je recimo Krimska jama, o kateri bo kasneje dekan Ipavc govoril. To je Kočevski rok, ki ga redno obiskujemo vsako leto na slovesnosti in še kdaj posebej. In vendar so to neka skorajda naravna grobišča. Medtem ko Huda jama je pa umetno ustvarjen rov, v katerega so pravzaprav te bogi reveži in žrtve bili pripeljani in potem tam tudi zakopani. Skratka, soočanje s vprašanjem, kaj s to Hudo jamo storiti, je trajalo od leta 2009. Vmes se je zamenjalo kar nekaj odgovornih oseb po raznih državnih službah, ki so skrbele za tako imenovana vojna grobišča ali pa prikrita vojna grobišča, kot je uradni termin v zakonu. Do letošnjega marca. Letošnjega marca je bil objavljen razpis za dela izkopavanja v Hudi jami in za prenos posmrtnih ostankov na pokopališče v Mariboru. Do letošnjega poletja, poznega poletja, širše razprave v slovenskem prostoru na temo pokopnega mesta slovenskih domobrancev ni bilo. Dano dejstvo, da je nek državni organ objavil državni akt, kot je to javno naročilo, z javnim razpisom, po odprtem postopku, za dela, ki so tega značaja, v takem obsegu, kot je tukaj predvideno, govori se o različnih žrtvah, o različnih številkah, vemo, da zaenkrat je žrtev 800, ki so v trenutni kostnici, ki je začasno urejena v
samem robu Svete Barbare oziroma pri Hudi jami pri vhodu. Danes je seveda težko odločati med eno ali drugo dilemo. In za to, da bomo odprli to razpravo in plastično predstavili, dilema, ki je pred nami, je, če se z Mariborom ne strinjamo, lahko prekinemo dela v Hudi jami. In odpremo razpravo o tem, kaj pravzaprav z žrtvami iz Hude jame narediti in kje naj jih pokopljemo. Stališče Nove slovenske zaveze je bilo, to mora iti v center države na častno mesto. Stališče civilne iniciative in pa civilne pobude iz celjskih območij, prav tako Škofije Celje in kasneje tudi Slovenske škofovske konference, pokop mora biti na Teharjah in Teharje morajo postati osrednji kraj spomina na pobite domobrance oziroma vse žrtve, slovenske žrtve revolucionarnega nasilja. To stališče je pravo. In tisti, ki želi z menoj polemizirati o tem, zakaj sem jaz proti, naj mu na samem začetku povem, to stališče sprejemam, posvajam in sem zato, da Teharje postanejo kraj osrednjega pokopa in osrednjega slovesa vsako leto, ko se bomo spomnili teh žrtev, slovenskih domobrancev oziroma žrtev revolucionarnega nasilja. Vendar, to, da smo mi za, še nič ne pomeni. Teharje so spominski park, razglašen leta 2014 z odlokom, ki ga je podpisala magister Alenka Bratušek kot predsednica vlade, za kulturni spomenik, in za ta kulturni spomenik veljajo določeni pogoji. Problem je, da v samem konceptu osnovnem Teharje je tam sicer bila predvidena kostnica. Tudi delno je zgrajena manjša kostnica. Niti slučajno pa ni bila nikoli ta kostnica zamišljena kot osrednjo pokopno mesto za nekaj tisoč človeških teles. Urediti Teharje v pokopališče ni bilo nikoli mišljeno, dokler ni ta javna razprava letos prišla na plan, da je to pravzaprav želja Škofovske konference kot predstavnika Katoliške cerkve na Slovenskem, civilne iniciative in tudi Nove slovenske zaveze, ki se je v tem pogovoru z državnimi organi in z drugimi v civilni družbi pojavila kot legitimen predstavnik, večinski ali pa najbolj množičen legitimen predstavnik sorodnikov žrtev, ki so končali v Hudi jami. Torej, dilema, kot smo rekli, je, če Teharje da, kdo jih bo pripravil, zato da bodo sposobne prevzeti te pokojne in kaj v vmesnem času storiti s tistimi v Hudi jami. In ta dilema je po moralni plati tako težka, da so tisti, ki so za našo moralo najbolj odgovorni pri Slovenski cerkvi, si vzeli čas in premislili in rekli takole bomo. A zaenkrat obstajajo policijski zapisniki, jaz jih ne zagovarjam in ne vrednotam, ampak vam samo povem, da obstajajo. Preiskave v predkazenskem postopku, da žrtve v Hudi jami so pretežno hrvaške narodnosti. Se ne moram ne strinjati in se ne moram strinjati, ker osebno nisem raziskoval tega. Med nami vem, da je tudi nekaj takih, ki ste se s tem ukvarjali in s tem vprašanjem je treba nastopiti zelo resno. Skratka, nedvomno gre tudi za Hrvate. In ena izmed osrednjih stvari, na kateri je pravzaprav opozorila tudi Slovenska cerkev, slovensko domobransko vprašanje in pa vprašanje slovenskih žrtev revolucionarnega nasilja ne bomo mešali s
vprašanjem ustaštva oziroma ustaških žrtev. Gre za meddržavne odnose in gre tudi za različne poglede na medvojno oziroma povojno dogajanje. Tudi za različen status teh žrtev. Dokler je mogoče, bomo zagovarjali stališče, da ko se ugotovi, da so slovenske žrtve, je naš namen jih prekopati in pokopati na Teharje. Prekopati iz Hude jame in pokopati na Teharjah. Kompromisna rešitev, ki je zaenkrat se izoblikovala in ki bo šla tudi s podporo slovenskih škofov, po mojih informacijah soglasno, ampak nisem sedel v isti sobi, ko so se odločali, tako da tega ne moram zatrditi, je, da prvič žrtve, ki so trenutno v gajbicah v Hudi jami, identificiramo posamična okostja, eno okostje v eno vrečo, to vrečo označiti, pod vodstvom profesor dr. Katja Drobnič, forenzični laboratorij pri policiji, odvzeti vzorec tkiva, kosti, za kasnejšo analizo, to identificirati in oddvojiti to kost od tega okostja. Antropološka preiskava, ki poteka istočasno skladno s razpisnimi pogoji, na to pokop te vreče v grobišče oziroma v pripravljen grob v Maribor. Prvih 800, prva žrtva 3. oktobra, zadnja žrtva 27. oktobra. Koliko teh je Slovencev? Ne vemo. Koliko teh ima ime in priimek? Ne vemo. Koliko teh lahko dobi ime in priimek? Verjetno velika večina. Ampak zato je potrebno kar nekaj stvari še pripraviti. Prvič, v Sloveniji ni mogoče oddati vzorca DNK strani živega sorodnika, ki išče svojo žrtev ali pa svojega sorodnika med žrtvami. Lahko v postopku, ko je pravzaprav nekdo že izkopan. Tak primer je bil primer družine Oblak v lanskem letu, ko je gospod Tone Oblak iskal svojega brata, bil prepričan, da je našel grobišče, v katerem njegov brat počiva, oddal DNK analizo in s tem namenom šel v odkop tega groba. Tam so našli žrtve in primerjali žrtve z njegovim DNK-jem. Ugotovili, nažalost, brata ni med temi žrtvami. Vzorec DNK se je potem zavrgel. Ni baze podatkov, ni pravne osnove za tako bazo podatkov zaenkrat, da bi lahko Slovenci množično oddali DNK, v upanju, da bomo kasneje, ko se bodo te vzorci analizirali, primerjali z neko bazo. In rekli, aha, imamo pozitiven rezultat in vemo, da ta truplo številka 2016/132 je Franc Kovač iz Slovenije, ki ima sestro, ki ima brata, ki ima nečaka, ki ima neko sorodstvo med znanimi. Radi bi do tega prišli, in to je bil eden izmed sklepov tudi komisije, kajti do zdaj te podlage ni bilo in tudi volje ni bilo, da bi se DNK vzorci vzeli. Slovenska cerkev je tudi previdno povedala, da mariborski pogreb 27. oktobra predstavlja za njih cerkveni del običajnega pogreba, kakor se pravzaprav izvrši za vsakega katoličana, za katerega kdo naroči pogreb. 3. oktobra ob 10. uri bo slovesnost, ki jo bo vodil škof Lipovšek. Pri Hudi jami izgledalo bo približno tako, kot izgleda pri vsaki vežici, pri vsaki domači hiši, kamor pride pokojnika sprevod, da ga odpelje na pokopališče, kjer se upravi drugi del obreda. Katoliški pogreb je v skladu z ženevskimi konvencijami zahtevan in bo tudi izpeljan. Z ustrezno pieteto, z ustrezno simboliko,
brez drugega javnega pompa. Moja dolžnost je, da vas povabim in seznanim, da se tega udeležite. Možno bo tudi kropiti tisto krsto prve žrtve, ki bo potem kasneje odpeljana. Zadnji, 27. oktobra, bo pokopan s pogrebno sveto mašo. Ta se bo izvršila v Mariboru. Vodil jo bo nadškof mariborski dr. Cvikl, oziroma monsignor Cvikl. Kot je običaj pri takih pogrebih, bodo potem tudi govori in potem slovesni pokop. In to je to. Prihodnje leto, oziroma čez približno 17 mesecev, upamo, da prihodnje leto ob koncu leta, lahko se stvar zavleče, ko bo izkopana zadnja žrtev iz jaška v Hudi jami, bo pokop vseh vzorcev, ki bodo vzeti po istem postopku, na Teharjah. Tudi to je že sklenjeno. Tudi dela za povečanje oziroma za prireditev te kostnice, ki je že zgrajena, so že evidentirana in tudi z arhitektom Mušičem je že dogovorjeno, da se pripravi eventualne te modifikacije, ki so tam zahtevane, zato da bo to v skladu s standardi, ki danes veljajo v tej stroki. Tam, na Teharjah, bo osrednja slovesnost, ki se bo udeležila celotna slovenska škofovska konferenca in na katero bodo vabljeni vsi Slovenci. Zdaj, kakšen naj bo naš odnos do tega, kam naj jih pokopljamo? Cela Slovenija je doživela revolucijo. To ni predmet ljubljanske pokrajine, to ni predmet Notranjske, to ni predmet Rovt, to ni predmet Logatca, to ni predmet Cerknice, to ni predmet Šentjerneja. To ni zgodba, ki bi se končala tam na Trnavah. To je zgodba, ki nas je usodno zaznamovala, ker je ta zločinski sistem 45 let haral po Sloveniji in njegove posledice bomo čutili še najmanj naslednjih 45 let. Torej, te žrtve niso nekaj, kar bi lahko kdorkoli razglasil, da mu je tuje. Če govorimo zdaj z vidika sprejemnega mesta, sprejemnega pokopališča. Nedvomno si vsakdo želi, da bi imel pokopane svoje bližnje čim bližje, po možnosti v lastnem domačem grobu. In DNK analiza in te vzorci in vsa ta, kot je eden izmed članov rekel, nepotrebna kolobocija, služi temu, da to upanje, ki morda ne bo 100% ga možno nikoli potrditi ali pa zadovoljiti, da bomo nekoč našli svoje žrtve in jih bomo lahko pokopali v lastnem